Boli vas hrbtenica zaradi stegna in to vam lahko dokažem. V tem videu boste izvedeli, ali je to vaš primer in kako se izboljšati z 2 vajama, ki jo lahko zdaj naredite doma. Ko so mišice na zadnji strani stegna skrajšane, so prekomerno aktivirane in se ne morejo sprostiti, zato potegnejo medenico navznoter. In v tem položaju boste vedno bolj pritiskali na medvretenčne ploščice, kar je slabo, še posebej za tiste, ki imajo hernijo diska ali protruzijo. Nabirali boste mišično napetost v ledvenem delu in obremenjevali vezi hrbtenice. Neustrezno raztezanje teh mišic je napaka, zaradi katere veliko zdravljenj težav s hrbtenico, hernije diska in išiasa ne deluje. In ko govorim o ustreznem načinu raztezanja, ne mislim samo raztegniti mišico. Kdor je že poskusil tisto tradicionalno vrsto raztezanja, ve, da zelo boli in običajno ne deluje. Mi bomo raztegnali zadnje stegenske mišice na refleksen način. In da boš prepričan, da boš na svojem telesu začutil, kaj se izboljša, bomo začeli z testiranjem. Preprosto se boš nagnil naprej, brez sile, do tik pred bolečino. Ideja tukaj je, da se preprosto sprostiš in označiš s pisalom. Naj si dvignem hlače tukaj. Ta video bi lahko posnel v kratkih hlačah ali bermudah, ampak je tako mrzlo, sedel boš. Preprosto se sprosti in označi s pisalom, dokot si segal z roko. Osredotoči se name. Prva vaja je namenjena sprostitvi priraslic med mišico in živci na zadnji strani stegna. Zdi se zapleteno, vendar je, kot da bi mišico znotraj sprostil. Ulegel se boš blizu stene, lahko je to na postelji, na tleh, na kavču, tako kot jaz tukaj počnem. Ena noga ostane spodaj, druga noga je stegnjena, peta je naslonjena. Da boš vedel, da si na pravi razdalji, da je raztek učinkovit, da deluje in je varen, boš povlekel stopalo. Naj si sezujem nogavico, ker drugače umažem steno in moja žena tega ne mara. Povlekel boš stopalo in začutil boš raztek le zadaj na nogi, v mečih, za kolenom, v stegnu. Če si povlekel in nisi začutil raztezanja, si predaleč od stene, zato se samo približaj. Če si povlekel in si začutil bolečino, pekoč občutek, napetost ali nelagodje, si preblizu, zato se samo malo odmakni. Vzemi si toliko časa, kot ga potrebuješ, da najdeš to učinkovito in varno razdaljo zase. Prav? V tem položaju boš preprosto naredil gib s stopalom, tisti gib, kot ga delaš pri ročnem šivalnem stroju. Kaj, kar razkrivamo svoje leta, kaj ne? Ja, prav imaš. To boš naredil 3x, 3 serije, dokler se ne utrudiš. Ko se začneš utrujati, spusti nogo, počakaj, da utrujenost mine, nato ponoviš 3x z vsako nogo. Ko ostaneš, že začutiš, da je hrbtenica veliko bolj sproščena, lahkotnejša in razbremenjena. To je razlika med uporabo inteligence in ne sile za izboljšanje hrbtenice. Če želite narediti še korak naprej pri skrbi za svojo hrbtenico, imate pravico do 2-tedenskega programa vaj, ki jih lahko izvajate doma, tako da sledite dnevnemu videoposnetku. V programu Koluna leve izboljšujemo 4 stebre zdrave hrbtenice. Sprošča napete točke v mišicah, pomaga razbremeniti sklepe, aktivira prave mišice, ki podpirajo in ščitijo hrbtenico, ter izboljšuje druge dele telesa, ki povzročajo neravnovesje v naši celotni hrbtenici. Zdaj bomo naredili 10-sekundno raztezanje samo tam, kjer je potrebno. Namen tukaj je uravnotežiti telesno ravnovesje. In pozabil sem povedati, povezava do programa Koluna leve je spodaj v opisu za vse, ki želite izvedeti več, pridobiti več informacij ali začeti s programom takoj zdaj. Gremo! Namen tukaj je uravnotežiti telesno ravnovesje. Ko zmanjšamo to napetost na sprednji strani hrbtenice, to nakopičeno mišično napetost, morajo zadnje mišice, vključno z mišicami na zadnji strani stegna, vložiti manj napora. Da stojiš po konci, da se uravnotežeš, sem rekel, potrebnih je 10 sekund, da začutiš razliko, položi telefon na mizo in naredi skupaj z mano. Položi roke v višini ledvenega dela. Po možnosti naj se prsti tukaj zadaj dotikajo. In brez upogibanja kolen se nagni nazaj, dokler ne začutiš prijetnega, prijaznega raztezanja.
spredaj, v trebuhu, v prsih, spredaj ob hrbtenici. Ne smeš siliti. Občutek je podoben jutranjemu pretezanju. Ohrani ta občutek 10 sekund. In zdaj boš ponovil test, da vidiš, ali je roka segla dlje ali pa se je hrbtenica sprostila. In da se skrajšanje ne bi več vrnilo, moraš to zaporedje v tem vrstnem redu ponoviti enkrat na dan. In če se bolečina širi v zadnjico ali nogo, ti v tem videu tukaj pokažem, kako na pameten način izboljšati bolečino v ishiadičnem živcu. Samo klikni tukaj na zaslon, da si ogledaš. Če ti lahko pomagam, ne pozabi deliti tega videa z nekom, ki to potrebuje, vsaj z eno osebo, ki to potrebuje. To je vse, kar prosim. Širi naprej verigo dobrega. Tukaj bom zaključil, veliko objem in se vidimo naslednjič.